Moje ime je Alenka Stražišar-Lamovšek. Moji predniki so živeli tukaj na Velikem Cedniku 6. V času druge svetovne vojne je bilo tukaj zelo pestro, predvsem zato, ker je v neposredni bližini bila meja. Na hiši vidimo napis Gasthaus Johann Lamovšek. Obstaja tudi seveda slovenska tabla, gostilna Janez Lamovšek in pa v preteklosti so imeli tudi tablo v italijanskem jeziku, ki pa so jo kasneje uporabili, ko so nekaj zidali. Zanimivo za to hišo je tudi ta, da je bil včasih tukaj nemški štab in pa v kletnih prostorih je bilo nekaj časa, in zelo kratko obdobje so bili tudi zapori. In oče mi je govoril, da mu je dedek povedal, moj oče se takrat med vojno še ni rodil, ampak po vojni je rekel, da je tukaj z Unije cepil drva, pa so Nemci prišli mimo, pa so ga vprašali, če je kaj partizanov videl. Pa je rekel, da ni. In potem so prišli partizani mimo, pa so jih vprašali, če je Nemce videl. Pa je rekel, da najbolj za skupaj eno štric hodijo, da se ne bodo tukaj iskali. Drugače so pa v enem času so bili v tem delu hiše, ki se reče ta velik konc, torej prav v gostilni, so bili istočasno Nemci in pa v tem delu hiše, ta mal konc, so bili Slovenci, torej partizani. In je rekel oči, da so si en drugemu dali čist mir, da so vsak posebej pač pil v gostilni. V času druge svetovne vojne je bila tu kaj? Nemčija ali Italija? Nemčija. Nemčija. Kje je bila pa meja, v kateri smeri? V tisto smer proti Šentjanžu. In so še kakšni ostanki? Ja, tam je še en kamen in pa obeležje, tako da si ga moš ti pogledati. Tako je. In kdo je bil v glavnem v teh zaporih? Ja, Nemci ne. Nemški štab je bil, ne? Ki je imel svoje zapore, kdo je pa bil v zaporih pa? Gremo pogledati. Gremo. Ja, gremo v klet, ogromna klet. Se pravi, zdaj pa tu so vinski sodi. Tako je, vinogradniška klet. Če bi te stene lahko govorile, ne? Ja. Bi marsikaj izvedeli.